V tokratnem MS Reporterju bomo nekaj več izvedeli o različnih občutkih nemoči. Dr. Nedok, glede na različne omejitve, katere se pojavljajo pri multipli sklerozi, se pogosto pojavlja občutek nemoči. Ali lahko ta občutek preide v depresijo in ali smo bolniki z multiplo sklerozo bolj nagnjeni k depresiji kot zdravi ljudje? Vsekakor res. Ta občutek lahko preide v depresijo. Pravzaprav je na nek način občutek nemoči osnova enih anksiozno-depresivnih reakcij, ker človek izhaja iz neke svoje bazične moči oziroma neke sposobnosti v svetu najti svoj prostor, najti svoje mesto in tudi dati svetu in sebi in ljudem okrog sebe stvari, ki na nek način si jih začrtamo. In zdaj seveda, če te neka osnovna bolezen, kot je multipla skleroza ali pa marsikatera druga, že v osnovi prikrajša za to moč, to sposobnost biti in početi v vsakdanu tisto, kar želiš, kar si začrtaš, kar nekako snuješ čez življenje, potem je seveda lahko pri ljudeh, ki so nagnjeni temu, ne pri vseh, to osnova za eno, recimo temu, reakcijo, ki vodi v smeri depresije. Zdaj, depresija je ena taka reč, ena beseda, pa pojem, ki je splošno precej razširjen, ampak za moje pojme, vsaj kot človeka, ki delam na področju duševnega zdravja, je precej težak. Ni vsaka reakcija nemoči že depresija. Pravzaprav si moramo, se mi zdi, v življenju vzeti pravico ali pa možnost, da tako rečem, biti občasno nemočni vsi, ne glede na to, da imamo neko osnovno bolezen, kot je multipla skleroza ali ne, ker čas je tak in kontekst ali pa paradigma v življenju je taka, da se pričakuje od nas, da smo vedno v polni formi. Kar seveda ne gre. Človek je samo človek, da tako rečem, in človek je bitje, ki na nek način tudi rabi svoj prostor, svoje odstojanje od teh pričakovanj sveta. Tako da bi rekel, da ja, če odgovorim na osnovno vprašanje, lahko da je to osnova, ta občutek nemoči, ampak velikokrat se mi zdi, da je tu veliko vmesnega prostora med občutkom nemoči, med neko trenutno nesposobnostjo, pa mogoče med tisto končno depresijo, ki je že potrebna nekega zdravljenja, da je ta vmesni prostor takšen, fluenten, fluktuirajoč, kjer se človek lahko znajde sam, lahko tudi z pomočjo okolice, ne vem, družine, ljudi iz socialnega okolja in nekako prebrede to, tako da v končni fazi ne pride do depresije. Hvala.